do 100 km/h smo pospešili vsega 3,6 sekunde. In potem smo nadaljevali do meje 400 metrov v le dobrih 11 sekundah. In merilnik hitrosti bi se ustavil pri 305 km/h, če bi seveda pista letališča v prečni svojo dolžino to dopuščala. In tudi na kratki pisti tega športnega letališča smo se zelo uspeli približati meji 200 km/h. To je namreč Audi RS6, superšportni karavan in eden zaščitnih znakov športnega oddelka iz Neckarsulma. A pri tem avtomobilu ne gre le za surovo moč, za nagle pospeške, močna zaviranja in boj s štoparico. Nišni RS6 prinaša zgodbo o združevanju na videz nezdružljivega. Zgodbo o pestri četrtstoletni zgodovini in zgodbo o želji po ugajanju tistim navdušencem, ki si želijo mogočen pogon. Prisluhnimo tem zgodbam. Zgodbo Audijevih športnih karavanov oziroma športnih avantov je pričel pisati model RS2 oziroma Audi 80 RS2, ki je na ceste pripeljal leta 1994. Takrat je Audi združil moči s Porschejem in ustvaril avtomobil, ki je takoj pritegnil kult svojih oboževalcev. Ti so priznali, da je Audi prav s tem modelom postal pravi proizvajalec praktičnih, ampak visoko zmogljivih avtomobilov. RS6 z izjemo druge generacije, ko so pod motorni pokrov stlačili kar 10 valjev, vselej poganja zmogljiv 8-valjnik. No, ta je tudi pri četrti generaciji podprt z 2 turbinama in tako razvije 441 kW moči oziroma okroglih 600 konjev ter 800 Nm navora. Te številke pomenijo, da je RS6 res surovo zmogljiv. In na to nas med vožnjo vselej opominja tudi temu primerna zvočna kulisa. Frontman je turbo V8, za back vokale pa poskrbi Akrapovičeva tehnika, ki takole s pritiskom na gumb odpremo loputi in tako omogočimo, da zadiha na vse grlo. Zvok bi označili za bolj melodičnega in ne preveč razbijaškega. No, mi menimo, da skupaj s temi širokimi boki in ostalimi športnimi detajli povsem primerno zaokroža pompozno in rohnečo podobo tega karavana. Ampak tako zmogljiv pogon mora biti seveda ustrezno podprt tudi z ostalimi komponentami. Ker gre za več kot 2 toni težak avtomobil, morajo temu seveda slediti tudi zavore. Tako smo se tokrat naglo ustavljali s pomočjo velikih keramičnih zavor z 10-batnimi čeljustmi, ki jih najdemo na seznamu dodatne opreme. Tako velike so, da njihov premer komaj pogoltnejo ogromna 22-palčna platišča. Izbira tako zmogljivih zavor je pomembna predvsem, če bi se želeli s tem velikim karavanom podati na dirkališče. Tam bodo take zavore bolj vzdržljive in učinkovite, sploh če upoštevamo zaporedna močna zaviranja pri hitrostih nad 200 km/h. Temperaturo zavor, pa tudi vseh ostalih vitalnih komponent vozila, lahko vseskozi spremljamo na posebnem RS monitorju. Ljubitelji trackdayev pa bodo znali ceniti tudi podatke o ogretosti pnevmatik in pritisku. 4-kolesni pogon lahko v tako zmogljivem avtomobilu nudi najboljše razmerje med predvidljivostjo in zahtevnostjo vožnje ter hitrim premagovanjem zavojev. Sploh ob dejstvu, da je tako učinkovito podprt s samodejno delujočo inteligenco. Quattro lahko tako na prednji kolesni par usmeri do 70, na zadnji pa do 85% moči. V hitrih zavojih pomaga tudi 4-kolesno krmiljenje, ki zadnji kolesi rahlo zasuka v enako smer kot prednji, da poveča stabilnost. Naštetev v kombinaciji z dolgo medosno razdaljo poskrbi za res izjemen občutek stabilnosti vozila, po drugi strani pa lahkotno krmiljenje in agilnost zadka poskrbita, da zajetne teže vozila v zavojih pravzaprav ne občutimo. Je pa težo vseeno med dinamično vožnjo potrebno imeti v mislih, saj se bomo z zakoni fizike, ki jih prinaša, v vsakem primeru soočili, sploh tedaj, ko gre kaj narobe in vozilo nezaželeno zdrsne.
Ampak mi menimo, da ta avtomobil dirkališč v resnici ne bo videl prav pogosto. To je uživaški karavan, ki ga tudi pri Audiju pogosto oglašujejo še s strešno prtljago, tudi ta avtomobil pa je opremljen z vlečno kljuko, za katero bo verjetno njegov tipičen uporabnik pripel kakšen pripomoček za poletno uživanje na vodi. Poslanstvo modela RS6 je seveda ponuditi tudi vsakodnevno uporabnost, znosnost in možnost udobnega križarjenja. No, uporabnost je s karavansko zajetnim prtljažnikom in obilico prostora na zadnji klopi dosežena. Udobno križarjenje pa po zaslugi nastavljivih blažilnikov sicer športnega podvozja prav tako. Tako se RS6 po vozni in uporabniški izkušnji povsem približa klasični različici modela A6. Za A6 bo težko primerljiva le poraba goriva. Čeprav je ta V8 zmožen izklopiti polovico valjev in je za nameček podprt še z 48-voltno blago hibridno tehnologijo, bo porabo pod dvomestno vrednostjo ob vožnji po hitrostnih omejitvah praktično nemogoče doseči. Naša normna poraba je ob zmerno ekonomični vožnji znašala 11 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Seveda pa lahko to ob priganjanju takoj pomnožite vsaj z 2 ali 3. RS6 je klasičnemu A6 popolnoma blizu tudi v notranjosti. Glavno razliko predstavljajo takšni športni sedeži, ki nudijo več bočne opore in pa športen, v našem primeru v Alcantaro oblečen volan. Na volanu najdemo tudi tipko RS, ki predstavlja bližnjico do 2 posebnih načinov, ki si lahko ukrojimo po meri. Lahko jih zastavimo bolj vsakdanje ali pa bolj po dirkaško. No, sploh zanimiv je način RS2, ki omogoča tudi delni izklop elektronskih pomagal in s tem nekaj več dirkaške svobode. In dodamo, da smo si tekom testa upali voziti tudi v načinu s popolnoma izklopljeno elektroniko. RS6 je namreč kljub superšportnim številkam, ko govorimo o moči in navoru, za vožnjo zelo predvidljiv in natančen. In prav tu pridemo do velike razlike, ko RS6 primerjamo s športnimi električnimi avtomobili. Električni avtomobili so brez elektronskega nadzorovanja instantnega navora za vožnjo praktično neobvladljivi. In čeprav so ti v zadnjih letih dosegli velik napredek, ko govorimo o vozni dinamiki, jih še vedno zelo težko primerjamo, kar se tiče vozniškega užitka in tistih pravih občutkov s klasičnim bencinskim motorjem, ki sodeluje z bliskovito natančnim samodejnim menjalnikom in pametno umerjenim štirikolesnim pogonom. Audi in Porsche sta bila ob začetku zgodbe z naslovom RS v popolnoma drugačnem razmerju, kot sta danes. V začetku 90-ih let si je tako Audi od kolegov iz Stuttgarta sposodil številne dele in tako ustvaril športnega karavana. Danes pred nami stoji avtomobil, ki je celo zmogljivejši, hitrejši in za volanom še bolj natančen od številnih Porschejevih izdelkov. Ampak očitno se doba takšnih mogočnih pogonov na bencin počasi izteka. In tako lahko le upamo, da bodo inženirji tudi v novi dobi uspeli zagotoviti tako uporabniško dovršene in vozniški dinamiki naklonjene avtomobile.